Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu, in če se mi želite pridružiti tudi tam in to spremljate kasneje preko YouTubea, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In če to spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček. Seveda, če vam je to všeč in pa da tudi dodatno požene algoritem. Danes je sreda, 6. maj, in imamo kar lepo gibanje navzgor, kar se tiče Bitcoina. Kot vidimo tukaj, smo zelo lepo rasli naprej gor. Če se morda spomnite, mi tukaj na enournem časovnem intervalu in tudi višjih časovnih intervalih spremljamo tale naraščajoči kanal, ki smo ga izgubili. In kaj je zdaj treba najbolj spremljati? Tole spodnjo mejo, ki jo počasi v bistvu že dosegamo. In zdaj je vprašanje, ko ali če dosežemo mi tole spodnjo mejo, kaj bomo mi zdaj tukaj naredili? Ali bo ta meja delovala kot odpor, ali pa bomo mi prišli nazaj notri v kanal? To je torej veliko vprašanje. Tako da to bo treba zdaj počakati in videti, kaj se bo tukaj dogajalo. Drugače, kar se tiče dolgih in kratkih pozicij, Bitcoin je več ali manj v nevtralnem stanju, medtem ko Ethereum, tukaj vidimo po tej njegovi vijoličasti krivulji, je ravnokar pred kratkim šel v preprodano stanje. Torej, ogromno ljudi na vrhu stavi na padec. No, saj si bomo Ethereum še pogledali. Drugače, funding rate je tudi večinoma negativen, kar bi lahko prispevalo k temu, da bi nadaljevali rast. Kar se tiče zdaj Bitcoina, to smo tudi že označili, ogromno je bilo dolgih pozicij tukaj v tej konsolidaciji. Tako da, če bi se slučajno mi obrnili, bi lahko šli pobirati tukaj tele dolge pozicije vseh ljudi, ki so stavili na rast na okoli 78 tisoč. Ja, to bi bilo okroglih 78 tisoč. Drugače, zakaj mislim, da bi Bitcoin, pa tudi ostale kriptovalute, lahko še nadaljevali rast? Samo malo. Tukaj tega ne smemo ignorirati. Nasdaq, ki se je ogromno časa gibal v tem kanalu, ga uspešno prebija. In tega enostavno ne smemo ignorirati. Zdaj, lahko se gre tukaj tudi za fake out in seveda pridemo nazaj notri v kanal, ampak trenutno se mi kar lepo držimo zgoraj nad zgornjo mejo tegale kanala. Tako da zaenkrat je več možnosti za nadaljevanje rasti. In seveda, če bo delniški trg nadaljeval rast, potem je tudi večja verjetnost, da bodo kriptovalute nadaljevale rast. No, tukaj vidimo, da je v bistvu Nasdaq, ta tehnološki indeks, naredil novi all-time high. In bomo videli zdaj, če bodo kriptovalute ujemale tole rast, ki jo je delniški trg naredil. Poleg tega imamo tukaj tudi tale CME gap na Bitcoin Futures. Zdaj, mi smo gledali tegale na dnevnem časovnem intervalu in na dnevnem časovnem intervalu smo mi tole luknjo zdaj že zapolnili. Ampak, če pogledamo kakšen manjši časovni interval, recimo 4-urni, lahko vidimo tukaj, da imamo v bistvu še kar nekaj prostora za rast. Dajmo označiti, torej
od tukaj pa do, samo malo, pa do tukaj. Bom tako označil, da bo boljše vidno. Torej, zgornja meja bi tako bila na okoli 84 tisoč. Tako da na manjših časovnih intervalih nas še čaka tukaj morda nadaljevanje rasti, torej do tam nekje 84 tisoč. Poglejmo zdaj še likvidacijska območja tukaj na tem grafu. Imamo naštimano na 24 ur in kot vidite se nahajamo spet v nekem sendviču. Spodaj so dolge pozicije, stop lossi na tam nekje 80 tisoč, zgoraj so pa kratke pozicije, njihova meja je na tam nekje 82.300. Tako da bomo zdaj videli, kaj bomo šli mi prej pobirati. Lahko dobimo tudi kakšen popravek zdaj do 80 tisoč in potem rastemo naprej gor. Poglejmo zdaj še, dajmo pogledati še prej tukaj tedenski časovni interval. Malce imajo kar neprijazno spletno stran, da vidimo še tukaj, kakšna je kaj situacija. In tudi tukaj lahko vidimo, ker, ja, tukaj tele kratke pozicije, na okoli 81.600 smo že pobrali, zdaj trenutno ni več kaj dosti zgoraj. Še vedno je tale meja na okoli 82 tisoč, so pa spodaj, če bi se slučajno zdaj obrnili, spet 80 tisoč, 79 tisoč, 78 tisoč in pa 77.500. Bomo videli zdaj, če so tele toliko bistvene. Vsekakor, če dobimo mi zdaj preobrat, če se mi odvrnemo od te spodnje meje, tega kanala, ki ga opazujemo zdaj že kar nekaj časa, potem je seveda tudi večja možnost, da gremo mi pobirati tele spodnje likvidnosti, ki smo jih tudi že v prejšnjih epizodah označili. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum se mi zdi še kar zanimiv. Tukaj smo mi označili tole bikovsko zastavo, če se spomnite. In zdaj prebijamo mi tale kanal. Malo mi ni všeč, koliko časa se mi zdaj zadržujemo nad tem kanalom, ampak vseeno, prebili smo ga in lahko tudi zdaj nadaljujemo rast. Tudi glede na to, da so se v zadnjem času, torej točno na tem vrhu, kot lahko vidite, so se začele nabirati kratke pozicije. Torej, kar precej ljudi je postalo negativnih. In tarča Ethereuma, kot smo tudi razkrili, je tam nekje na 2800 do 3000. Tako da, ja, Ethereum bi se lahko končno zbudil iz svojega dolgega spanca in začel dohajati Bitcoin. Bomo pa videli seveda, če se bo tole tudi zdaj uresničilo. Tako, to bo tudi vse za danes. Jaz vam želim en lep dan še naprej. Seveda, če bo še karkoli pomembnega, bom dodatno objavljal preko Patreona in če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In pa, če to spremljate kasneje preko YouTuba, se kar dajte naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. Poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček in pa tudi komentirajte spodaj, ker se razvijajo zelo zanimive debate in tudi zelo rad podebatiram z vami. No, tako kot sem rekel, jaz vam želim en lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.